Jaz bi rekla, da je pravzaprav zelo težko reči, da je na enem mediju ali pa na eni platformi ali pa nekaj, da pač prevladujejo. Mislim, da so kar preplavile cel informacijski sistem. Dejstvo je, da ko se vklopijo čustva, se izklopi razum. To privede do tega, da v resnici pač se z nami da lažje manipulirati. Ker če se mene neposredno nekaj ne tiče, se s tem ne bom ukvarjal, ti vseeno, če pač naletiš na lažno novico, ja, valjda so si odgovorili, vseeno mi je, Kar je zaskrbljujoče je, da ti bo ta vsebina vseeno stopila pač v male možgane. Dobrodošli in lepo pozdravljeni v novem podcastu Šola z navdihom. Danes bomo govorili o lažnih novicah in predvsem, kako jih prepoznati. Moja sogovornica pa je doktorica Sonja Merljak-Zdovc, ustanoviteljica in odgovorna urednica spletnega časopisa, otroškega spletnega časopisa Časoris, dolgoletna novinarka in predvsem promotorka medijske pismenosti. Sonja, pozdravljeni. Pozdravljeni. Najprej to vprašanje, kje vse lahko danes zasledimo lažne novice in kje jih prepoznavati? Kje je trenutno najbolj problematično? Jaz bi rekla, da je pravzaprav zelo težko reči, da je na enem mediju ali pa na eni platformi ali pa nekaj, da pač prevladujejo. Mislim, da so kar preplavile cel informacijski sistem, se pravi vse tele kanale, po katerih pač posamezniki pridobivamo informacije. In kar je še bolj zaskrbljujoče je, da jih je toliko, da jih težko prepoznamo, oziroma če pa jih že prepoznamo, pa če recimo jim nasedemo, pol si rečemo, pa kaj, pol sej to ni nič takega. Tako da jaz bi bolj rekla, da se moramo zavedati, da so, zavedati se moramo, da nam škodijo in delati moramo na tem, da jih ne bomo mi širili. Okay. Kaj pravzaprav so lažne novice? Jih lahko malo bolj definiramo, utemeljimo? Ja, najprej lažne novice oziroma fake news je izraz, ki ga strokovnjaki odsvetujejo. Sama ga pa uporabljam zaradi tega, ker če otrokom, s katerimi mi največ delamo, rečemo, da se bomo pogovarjali o lažnih novicah, oni vejo, o čem se bomo pogovarjali, če pa rečemo dezinformacije, pa že tako malo shutdown naredijo učke. Skratka, lažne novice so v resnici dezinformacije, to so tiste načrtno narejene in distribuirane, zavajajoče, tudi popolnoma neresnične informacije. Recimo za razliko v angleščini obstaja pač še izraz misinformation pa malinformation, ki pa recimo, lahko nekdo naredi dezinformacijo, jaz jo pa širim pol misinformation, zato ker nisem tega jaz naredila z namenom, da bom imela korist, zaslužek ali pa moč, sem pa sodelovala pri širjenju. Skratka, mi uporabljamo še zmeraj kar termin lažne novice, strokovnjaki pa to lepo popredalčkajo ustrezno, kot je treba popredalčkati. A se vam zdi, da so bolj prisotne recimo v svetu oglaševanja ali v svetu tam, kjer se oglašuje neke profile oziroma kjer pač služijo kot lovilci pozornosti, ali pa v svetu politike? Jaz mislim, da v svetu oglaševanja smo itak že kar malo navajeni na nje. Se pravi, recimo tudi otroci znajo prepoznati, če rečemo, da so ene superge, ki bi sicer stale 150 evrov za 50 evrov na voljo, že kar malo zastrižejo z ušesi, da tlele nekaj pa najbrž ne štima. Problematičnejše so pa tiste v svetu politike ali pa pač nasplošno novic, nekatere pa še nismo tako pozorni, da bi jih kar takoj zaznavali. Zato se mi zdi, da je tle treba večjo pozornost temu nameniti. Oboje pa izhaja iz tega principa, da vpliva na naša čustva, recimo, se pravi, pri oglasu, super, dobil bom superge, sem vesel. Pri novicah, recimo, strah, jeza, tudi žalost so tista močna čustva in dejstvo je, da ko se vklopijo čustva, se izklopi razum. In zato nas v bistvu lahko tisti, ki nas nagovarjajo, zlahka tudi nagovorijo oziroma pač zavedajo. Če govoriva o svetu oglaševanja, zanimivo tudi, ko so bila midva še otroka, saj smo vedeli, da reklame, kot smo jim takrat rekli, da na nek način zavajajo, da vse malce laže, da prikazujejo malce drugače, da si vedel, da če boš tisto stvar pojedel, ne boš kar v trenutku vitek, kot je tisti človek na oglasu, in je že v tistem smislu šlo malce za nek fake news, za lažno novico. In smo bili na to imuni. A mislite, da je tudi današnja mladina oziroma današnji tisti vsi, ko sprejemamo lažne novice, a so lahko tudi oni bolj imuni na to in da pravočasno prepoznajo, da vse to pa verjetno ni čisto res? Jaz mislim, da tukaj najbolj igrajo čustva vlogo. Če te je nečesa ful strah, ti nobena imunost ne bo pomagala. Mislim, jaz recimo se smatram, da kar nekaj prepoznam lažne novice, ampak ko zaigrajo na moje karte, na moje triggerje, se pravi, recimo, mene je pač blazno strah, da se mi bo skuril električni skiro, priznam, Skratka, ko nekdo na to foro gre, pol se tudi jaz
trznem, ne, in se v zadnjem trenutku stavim, da ne začnem širiti lažnih novic, kar se mi je že zgodilo. Električni skoro, kaj, da se bo... Baterija skorila, oziroma da bo prišlo do požara. Do požara na električnem... A res? Paranoja. Aha, to je vaš strah. Ja, ne, recimo meni se čisto tako, mislim, kako delujejo algoritmi, ne. Jaz sem se sprehajala na morju, imela telefon v žepu, sem povedala pač kolegice, da meni pač tega strah, poznam 3 ljudi, ki so se jim žgali skiroji v stanovanju, ne. In prijem domov, sosedam za računalnik in usprem in prvi pač post na Facebooku je bilo, kako se zakuren električni avto. Ne, pa jaz nisem imela vžganega telefona, jaz vam pač ponovadi, če se le da vse izklopljeno, ne, se pravi, da načeloma mi telefon ne bi prisluškoval, ne, ampak v resnici nam prisluškujejo, če hočemo ali nočemo, ne, in dejansko je to vse pač pol prepleteno, da ko pač nečem govoriš, ne, se ti to pojavi. Včasih je veljalo, če si recimo v Messenger napisal, ne vem, jaz bi pa rad nove kavbojke, pa si se z nekom dopisoval, si hitro dobil glase, ne, ampak dejansko je zdaj to šlo že iz tega, da ni samo v Messengerju, ampak da dejansko telefoni prisluškujejo. In se tudi je bilo zdaj že en case, mislim, da v Ameriki, kjer so razglasili, oziroma je bila že nek sodni postopek, kjer so pač priznali, da dejansko telefoni prisluškujejo, tudi če mi vse izklopimo. Tako da, ko se mi tako le bojimo, ne, Big Brother is watching, pa ne vem, kdo vse nas nadzira, v resnici na vsak telefon, ki ga imam v žepu, že orang nadzira. Tako da je treba biti pozoren na to, no, skratka, mislim, taki družbi živimo, mi se moramo zdaj s tem naučiti živeti. Ne. In tako kot sem se mogla jaz naučiti, da ko sem zagledala v električni avto in nisem pol takoj poslala naprej svako, ki pač ima električni avto, ne, in ga vprašala, tebe kaj je strah, ne, da ne bi zdaj širila, ne, sem se zaustavila, ampak sem imela pa že namen. In to bi bilo že v bistvu sodelovanje pri širjenju neke informacije, ki ni bila resnična. Kar je bilo pa zanimivo spodaj, če si prav komentarje, se je tako sulo pač enih mnenj, ne, recimo, ne vem, eni so rekli, da je tako bolj dizli gorijo, eni da bolj električni, eni da bolj bencinarji, na koncu jaz, ki me res zanima, kaj se najbolj vžge, ker me tega strah, nisem prišla do prave verodostojne informacije. No, neki so pa tudi napake, ne, ki v medijih... Ja, to so pa te malinformation, recimo, ne, oziroma, pardon, misinformation, malinformation je že govorica pa zavajanje in tako naprej, ampak recimo neke napake pa so, zato so izumili radirko, ne, v končni fazi. Pomembno je, da če narediš napako, ne, da jo potem pač popraviš, zdaj, ne z radirko v medijih, vsaj ne. Za transparentnost in kredibilnost medija je pomembno, da to narediš tako, da se vidi, ne, da si priznal napako, ne, da jo prikriješ, ne. Ampak ja, pač napake se dogajajo vsem, ne. Bi morali take napake mediji potem priznati, če so se kaj zmotili, če so napačno? Bi tudi po kodeksu morali popravljati tako, da ne prikrijejo, da so se zmotili, ne, po kodeksu slovenskih novinarjev. No, ker to se ne dogaja, ne? Ja, v časorisu to delamo. V časorisu to delate. Ja. Tam imate izkušnje neposredno z mladimi. Me zanima, kako po vašem mnenju mladi doživljajo poplavo informacij, ki je okrog nas, ki je na vsakem zaslončku direktno pred nami. In kako se znotraj tega orientirajo? Po eni strani se zato kaj dosti ne zmenijo, mislim, oni ne reflektirajo, da je tle neka poplava, se ne ukvarja. Mislim, to, kar jaz recimo definiram kot novico, oni mogoče ne, ali pa informacijo, ne. To je za njih svet, v katerem živijo, v katerem so odrasli, s katerim sobivajo, znajo si poiskati svoje vire informacij, svoje influencerje, jaz se pač od mladih učim, komu oni sledijo, ne. Se pravi tudi news influencerjem, se pravi ne influencerjem, ki bi recimo, ne vem, pač pisali o modi recimo, ne, oziroma pač blogali o modi, ampak tudi čist političnim influencerjem. Oni imajo tudi čist nek svoj svet, ne, in pač za nas odrasle je tle kar skrivnost, kako prodreti vanga, ne, zato je pa pač zelo pomembno, da se z njimi ves čas pogovarjamo in da tudi zvemo, v kakšnem mehurčku oni živijo, njihov mehurček in moj mehurček sta popolnoma dve različni stvari, ne. In kar je ključno je, da se z njimi pogovarjamo, kaj je za njih informacija, kaj je za njih novica, zakaj je to pomembno, a jim je kaj mar za to, kar slišijo, a jih je strah, ne, a jih kaj razjezi, ali jim je čisto vseeno, a če jih kdo nategne, by the way, ta beseda je čisto v redu, so mi povedali slovenisti, da lahko uporabljam. Okay. Skratka, če jih kdo pretenta, ne, kako se odzivajo, ne, a jim je vseeno, ne, veliko krat slišim, da ja, mi je vseeno, ne, in pa poskušamo to vedno bolj nekako analizirati, ne, ampak če bi te recimo sošolc se zlagal o tebi, kakšne govorice širil, a bi ti bilo tudi vseeno, ja, to pa mi že ne bi bilo vseeno, no, čem je pa pol razlika, če slišiš neko informacijo, ki pač je recimo lažna, ne, pa pol rečeš, mi je čisto vseeno, ne, ampak v resnici ni, ne, ker če mi v bistvu pristopimo s tem permisivnim pristopom, vsem je vseeno, ne, potem se bojo okoli naš same laži širile, ne.
Ja. Na koncu ne bomo več vedeli niti komu lahko zaupamo in to je pa to, kar si nekateri pa res želijo, tisti, ki širijo lažne novice zaradi moči, ne zaradi denarja, ne, da prideš do družbe, v katerim nihče nikomor več ne zaupa, ne, ker potem, če nihče več nikomor ne zaupa, potem ni nekih standardov, meril, vrednot, znanja, ne, skratka, itak je to moje mnenje, ne, mislim, v končni fazi, moje mnenje je drugačno kot je tvoje mnenje, to je moje mnenje, ne, in kaj zdaj, ne, in pa se samo še pogovarjamo o mnenjih, ne, ni pa več nekih skupnih vrednot, nekih skupnega znanja, temeljev, znanstvenike ne zaupamo več in pol lahko z nami upravljajo. Tale vseeno, da nam je, če dalje bolj vseeno, bi rad nagovoril še, a ni ravno tukaj problem, da recimo, ko mi, najna generacija vidi nekaj, da je bila lažna novica, smo malo jezni, češ to pa ni resnično in se mi zdi, da je odziv pri mladih večkrat tak, češ, ja, v redu, vseeno, vse bilo je pa zabavno. Ja, zanimivo, zabavno. Grozno, ne, nama je to laž, tega se pa pač ne dela v medijih, tega se javno... Pa s tem, da moram dodati, da se niso mediji v resnici največji problem, veliko večji problem so družbeno omrežja. Tukaj štejem tudi medije, recimo, da so vse to mediji. V širšem smislu, Ja, to je zaskrbljujoče, ne, zato pa pravim, da na koncu jaz včasih, ko imamo delavnice, pridemo do tega, da se začnemo pogovarjati, mislim, sploh spustimo v ta koncept demokracije, mediji in vse ostalo, ne, pridemo samo na tega, kakšen človek hočeš biti prijazen človek ali nočeš biti prijazen človek, ne, v življenju, ne, se pravi, recimo, ali boš na Viber skupini sošolcev žalil, ali ga ne boš, ali boš tih, ali boš koga podprl, kako se boš obnašal, ne, zato ker ta vseeno to privede do tega, da v resnici pač se z nami da lažje manipulirati, ker če se mene neposredno nekaj ne tiče, se s tem ne bom ukvarjal, ne, se zato ne bom zmenil, in potem se pač stvari odvijajo po svoje, na nič ne vplivam, ne, nič me ne zanima, čeprav dobro, tudi po drugi strani živimo v dobi, ko so mladi danes kar aktivni, ne, mislim, ne moramo reči, da v resničnem življenju jim je tako zelo vseeno, kot sicer trdijo, ne, lahko da je to tudi samo obrambni mehanizem, ne, ker pač nočeš prikazati svojih čustev, ne, mi smo bili bolj odkriti mogoče, ne, oni so mogoče malo manj, ne vem, ampak vem, da sem imela enkrat primer, ko smo imeli eno delavnico, in smo pač, bila anketa, ne, a ti vseeno, če pač naletiš na lažno novico, ja, valjda so vsi odgovorili, vseeno mi je, ne, pa je pa v pauzi prišla lažna novica, da je umrl znan bosanski igralec, ne, in so tele najbolj ta fantje začeli malo jokati, ne, pa jaz tako, a niste prej rekli, da vam je, mislim, smo rekli, ajde, gremo najprej pogledati, a je to res ali ni res, pol se je skazalo, da je, zavajanje, da je lažna novica, prej ste rekli, da vam je vseeno, ne. Ja, ampak v bistvu mi smo bili žalostni, če bi umrl, zdaj, ko smo pa ugotovili, da je v bistvu lažna novica, nam je pa vseeno. Še zmeraj ne znamo oceniti, je bil to samo obrambni mehanizem, ne, da ne pokažejo svojih čustev, ali mi je res vseeno. Ampak se pravim, zato pa jaz pol pridem na koncu do tega, ne bodi prijazen, ker če, ne vem, lažna novica ni dosti drugačna od tega, kot če nekdo o tebi govori v šoli laži, ne, neke govorice, ne. Se pravi, če ti je vseeno, a se nekdo o tebi laže, ali ti ni vseeno, ne, podobno moraš ravnati tudi z drugimi stvarmi, ker v končni fazi vsi živimo v neki skupnosti, a je to razred, a je to šola, a je to kraj, ali je to država, ne, in moramo znati sobivati drug z drugim, ne, in takrat nam ne sme biti več vseeno. In verjetno lažna novica je še relativno neboleča, ko gre za nekoga drugega, ko pa to človek občuti na svoji koži, da je lažna novica o tebi, se pa verjetno čisto vsak na to odzove precej drugače. Ja, in tukaj imamo pa potem tiste primere, ko pa je nekdo napaden z neko lažno novico, ne? Ko se otroci recimo žalijo ali pa nek sproži neko lažno novico o nekom drugem, pa se celo omrežje na to zgrne, pa imamo pa lahko veliko bolj tragične zgodbe. Takrat pa res ni vseeno. Ali pa pride do govstanja ali pa do česarkoli. Samo v resnici je pri lažnih novicah mogoče ni to spletno nasilje, da imamo reči, ker to vse so že oblike spletnega nasilja, ne? Bolj gre za to, a se ti pustiš, da te nekdo nategne ali ne. Skratka, mislim, v končni fazi tudi starejši, ne? Ali bojo zdaj nasedli temu, da jim bo nekdo rekel, da lahko oplemenitijo svoje premoženje s tem, ko jim nekaj zaupanjo ali ne bojo. Ne? Se tudi to je možno, se tudi to je na nek način fake news, recimo, če ti recimo objaviš članek, kjer piše, da je Borut Pahor spodbudil nakupovanje kriptovalut, pa je to fake news, ne? Nekdo drug nasede, kaj pa to lansiral, je pa profitiral, ne? Se pravi, lažne novice so namenjene temu, da pridobiš ti, da zavajaš, s tem, da ti pridobiš pol neki, ne? Se pravi, denar ali moč, ne? In to je tudi ena oblika lažnih novic. Razlika med oglasom in novico je pač to, kar je sicer spet razlika med oglasom in novico, ne? Se pravi, pri oglasih nekako vemo, kdaj so oglasi, ker smo z njimi zrasli, ne? Pri novicah pa te lažnivosti ne pričakujemo, ne?
A se vam zdi, da mladi znajo dobro prepoznati, kdaj gre za neko lažno novico, lažno informacijo, kdaj gre za video, ki je generiran z umetno inteligenco? Oni bojo trdili, da ja. Veliko krat bojo trdili, da ja. Malo kdo bo rekel, ne, jaz pa ne priznam. To je pa zdaj spet psihološki učinek. Ne? Ali hočeš priznati, da ničesa ne veš, ali nočeš priznati, da ničesa ne veš. Ne? Ampak jaz bi tako rekla, da v resnici so zdaj sploh videi generirani z umetno inteligenco, nekateri že tako sofisticirani, da če ne računaš na to, da je to fake news oziroma pač deepfake, ne, je težko, da ga boš prepoznal. Se pravi, zdaj, okay, če imamo mi delavnico in se pogovarjamo o tem, kako prepoznati deepfake, recimo se pravi videe, ki jih generira umetna inteligenca, potem smo veliko bolj pozorni in bomo videli, ali ima recimo gasilec 6 prstov ali jih nima. Ne? Če pa ti recimo si na YouTubeu, pa ti YouTube s svojim algoritmom pač nove in nove videe pač pošilja in ti nisi niti pozoren, je pa vprašanje, če boš ti sploh razmišljal, je to deepfake ali ni deepfake. In kar je zaskrbljujoče je, da ti bo ta vsebina vseeno stopila pač v male možgane, tako kot so nam nekoč stopale reklame, tudi če jih mi nismo zavestno gledali, so na nek subtilen način ta sporočila prišla v našo zavest in smo se na njo odzivali. Ne? Tako da tlele se mi zdi, da je bolj problem to, da se ne zavedamo, kakšni množici fake newsa smo izpostavljeni. Recimo, banalen primer, ne? Gledam jaz na Facebooku eno sliko enih medvedov v Yosemiteju, ne, se pravi v Narodnem nacionalnem parku v ZDA, pač oni medvedi so pač po celi cesti in spodaj caption, ne, se pravi podpis, ne, da pač so si izborili svoj prostor zaradi tega, ker pač ni več ljudi prisotnih, ampak to je bilo objavljeno v času, ko smo hkrati dobivali informacije, da je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump odpustil veliko javnih zaposlenih, se pravi tudi park rangerjev, se pravi delavcev v nacionalnih parkih. In ti imaš pač en tir, ok, tam so odpuščanja, drug tir, ok, medvedi in v tvoji glavi pride do križanja. Ne? Se pravi, ok, on je odpustil tok in tok ljudi, ni čudno, da so medvedi, ker ne razmišljaš. Seveda, če vklopiš razum, ugotoviš, da to najbrž ni to. Ne? Ampak kdo pa se non-stop 24 ur na dan 100% ukvarja s tem, a je to res ali ni res. Se ne, to pač ti sam takole mimo prihajajo te informacije. Ne? Verjetno sva še iz generacije, ko smo bili za vir informacij, recimo temu zanesljiv vir informacij, vsej takrat smo tako mislili, smo se enkrat na dan usedli in gledali neka poročila, neke glavne novice in tako naprej. Prvo vprašanje je, ali je to lahko sploh še možno kdaj pričakovati pri mlajših generacijah, da bi se takole naslanjali na nek tak vir informacij, da bi neka poročila gledali, da bi jih sploh informativni program zanimal. Jaz mislim, da kar samo od sebe se to ne bo zgodilo, ne? Zato ker oni so pač na TikToku, ne? In ne bojo kar takole preskočili in so sedli in gledali poročila ob 7, recimo, kaj podobnega. Ne? Sploh, če tega zgleda, ne bojo imeli v družini. Ne? Jaz recimo še izhajam iz generacije, ko je moj oče zjutraj prebral Delo, pa je pogledal 3 italijanska poročila, pa je pogledal še ena slovenska poročila in pač meni je bilo to nekako v krvi. Ne? Moji otroci mene vidijo na napravi in ne vejo, ali jaz zdaj gledam poročila, berem knjigo, ali igram igrico, ali sem na Facebooku, ali kaj delam. Ne? Skratka, to je pač čisto nekaj drugega. Mislim pa, ali pa vsaj upam pa, da v dobi umetne inteligence bo tok in tok ljudi ugotovilo, da nima ne časa, ne energije, ne znanja, ne veščin preverjati informacije, ki pridejo do njih, ne? In da bojo spet začeli spremljati pač uredniško oblikovane vsebine, naj bo to časopis ali bojo televizijsko-radijska poročila, ker bo to lažje. Ker v končni fazi tako se je tudi začelo, ne? V zgodovini, skozi zgodovino novinarstva. Ne? Skratka, dobil si neko uredniško oblikovano vsebino in si vedel, kaj se dogaja. Ni bilo tebi treba nabirati informacij. Ne? Zdaj pa je bilo v enem obdobju, ko pač bilo, vsi mediji so, ne vem, levi, desni, senzacionalistični, aktivistični, karkoli pa že, ne? Je zdaj pač svoboda govora, demokracija, vsak lahko izrazi mnenje, ne? Dokler ni pol prišlo do te poplave enih mnenj, ko pa v resnici spet ne veš, komu lahko zaupaš, kdaj mu lahko zaupaš, kdo je res nekaj naštudiral, ne? Tako da upam, da se bo to sploh zdaj s pojavom umetne inteligence spet spremenilo. Vprašanje je pa, če bojo otroci to kar sami od sebe naredili, ker kot rečeno, za njih informacija in news ni isto, kot je zame. Za njih je recimo, če oni gledajo, ne vem, Dylana Pagea ali katerega influencerja, ne, oni bojo pač njega spremljali, se ne bojo niti vprašali, ali ima on dovolj znanja in kompetenc, da nekaj za njih analizira, ali jih pa ne, ali pa ne analizira, ne. Ali pa recimo, ne vem, če gledamo
vse te ameriške šove, Jon Stewart in ne vem, Jimmy Kimmel, ne, oni so satiriki, oni skozi satiro podajajo hardcore news, ne, se pravi neke resne, tehtne novice. In to počnejo tudi nekateri influencerji. Samo, zdaj spet je razlika. Tele satiriki imajo cele ekipe, ki tudi vse double checkirajo, ne, imajo tudi fact checkerje. Vsak ima pa, ne vem, ko se odloči, jaz bom pa zdaj influencer, pa bom na tem področju, pa ni nujno, da zna vse to ali pa da ima tako ekipo. Seveda so tudi taki, recimo, ne vem, ne vem, kako je že neki under the table, ne vem, kako je en ameriški, se ne vem več, sem že malo pozabila, ampak en influencer je tak, ki zna na en humoren, duhovit način predajati novice mladim, ne, kar recimo jaz sploh ne znam, ker to je čisto druga generacija, ne, ampak kar je pa pomembno, da mladi osvojijo te veščine, kako prepoznati influencerje ali pa ne vem, novice ali pa vire vsebin ali pa medije, ki jim lahko zaupajo. Kdo po vašem mnenju pa je bolj ranljiva skupina, ko gre za lažne novice? Mlajši ali starejši? Jaz bi rekla, da odvisno od tipa novic. Aha. To je podobno vprašanje, kot a smo mi, ki smo rasli v socializmu, bolj ranljivi kot tisti, ki so rasli na Zahodu. Ne? V bistvu eni in drugi imamo neke veščine, ki smo jih razvili. Recimo v socializmu so bili naši starši navajeni brati med vrsticami, ker so bila sporočila med vrsticami. Oni niso slepo zaupali čisto vsake stvari, ki so jo videli. Tako da na nek način so bili oni, kljub temu, da so živeli v nekem cenzuriranem svetu, bolj navajeni razbrati, kaj je res in kaj ni res. Ne? Kot recimo nekdo na Zahodu, ki je pač dobil novice nefiltrirane. Ne? In so bili mogoče zato bolj odporni tudi na lažne novice v končni fazi. Ne? Otroci so veliko bolj vešči v marsičem kot odrasli. Jaz bi rekla, da otroci in starejši, recimo, ne vem, od 70 naprej, so bolj ranljivi, ne? S tem, da otroci pač znajo recimo kakšne druge taktike zavajanja prepoznavati kot starejši, ki kot rečeno so zrasli mogoče v socializmu in znajo, pač vejo, da jih lahko kdo, da do njih prihajajo filtrirane informacije in so zato bolj pozorni, ampak mislim, da je ključno predvsem to, no, da ali igrajo na tvoje čustva ali ne igrajo na tvoje čustva, ker ko se vklopijo čustva, se izklopi razum. A je to jeza, zato ker pač smo ogroženi od migrantov, a je to žalost, ker je, ne vem, recimo, ne vem, potres v Turčiji in je treba pač poslati denar, ne, a je to, ne vem, veselje zaradi superk ali pa v končni fazi, ker mi bo nekdo pomagal do hitrega zaslužka, ne, takrat postanemo neprevidni, ne. Kako po vašem mnenju bi bilo najboljše učiti kritičnega razmišljanja, kritičnega branja, kritičnega spremljanja vseh informacij, ki jih dobivamo? Mislim, mene skrbi to, ker v Sloveniji velikokrat, ko rečemo kritično, potem mislimo kar na kritikastarsko. Ne? Se pravi, ne, da smo že prav res do vsega, da ni to kritični premislek, kdo je vir, zakaj je ta fotografija tlele, kako je jezik uporabljen, a je to pol verodostojen vir informacije, a je ta novinar resnično, dobro, v Sloveniji to še ni problem, v tujini je to problem, ne, ker so kar pojavljajo neki izmišljeni novinarji, recimo, ne, to, kar so elementi kritičnega razmišljanja, recimo zdaj, če se osredotočimo samo na novice, ne, ampak gremo že takoj v to, to ni dobro, moje mnenje, tretje, ne, skratka, najbolj pomembno se mi zdi, da se odmaknemo od tega, da postanemo zelo kritikastarski in da pač vse samo sesuvamo, ne, in da se res učimo zastavljati vprašanja. Ne, se pravi, kritično razmišljanje je možno, če zastavljamo vprašanja. Ne, se kot rečeno, a je to verodostojen vir informacij, a je o tem še kdo drug poročal, a je morda na kakšni drugi spletni strani, ki je pač recimo zaupam, tudi taka informacija. Ne. Zakaj bi nekdo sploh to objavil, kaj hoče pravzaprav s tem sporočati? Ne? To so tiste prej spraševanja, ki jih moraš izvajati. Zdaj, če gledamo medijsko pismenost samo, ne, medijska pismenost nekakšna ena od definicij, recimo pač tak, ki jo jaz uporabljam, je, da pomeni, da imaš dostop do informacij, da jih znaš analizirati, vrednotiti, kritično premisliti, da jih znaš ustvarjati in da pač znaš na podlagi pridobljenih informacij tudi delovati kot ozaveščen, aktiven, informiran državljan, recimo. Ne. Se pravi, za začetek je pomemben tudi ta dostop. Ne, meni se zdi, da pač bi tisti, ki bi želeli učiti kritičnega premisleka oziroma kritično razmišljanje, ne, da bi mogli znati tudi povedati, kako je treba poiskati verodostojne informacije, ker mi v resnici ne moramo premagati lažnih novic. Lažne novice so od nekdaj tlele in so spremljevalke medijev od nekdaj. Ne. Zdaj je pač čas, ko se tako hitro širijo
in tako lahko jih je producirati, da smo enostavno preplavljeni z njimi. Ne. Zato smo mi že v časorisu, ko imamo te delavnice medijske pismenosti po šolah, že pred leti spremenili koncept in začeli učiti, kako prepoznati verodostojne vire informacij. Ne. Se pravi, tiste, ki jim lahko zaupamo. Ne. In seveda v njih ves čas tudi kritično premišljevati. Se pravi, če recimo si izmišljamo, ne vem, časoris, je verodostojen vir informacij, ne, jaz tudi otrokom in odraslim povem, jaz si ne bi upala priti v razred in se z vami o tem pogovarjati, če bi recimo bila zavajajoč medij, ne, ker vi bi mi pol lahko rekli, ti pa lažeš, ne, mislim, to ne gre, ne. Ampak tudi mi se zmotimo, ne? Prej smo se pogovarjali o napakah, sem rekla, da pač radirke so zato nastale, ker pač so se dogajale napake, ne? Da jih pač zradiramo. Ne? Se pravi, to ni usodno, ampak pač pomembno je samo, kako to napako popraviš. Ne? Ali si pri tem transparenten ali nisi transparenten. Ne? Skratka, ideja je, da recimo ti tukaj bereš časoris, smo se tudi mi zmotili, smo imeli v naslovu neko fizikalno zadevo, ko jaz sploh itak nisem fizik, ne, mislim, niti nisem videla, da je napaka, ne, in so nas bralci opozorili na to napako in smo pač napisali, da pač je bila v prejšnji verziji naslova napaka, da pravi naslov je pa zdaj ta pa ta, ne. Skratka, to je tisto, kar je treba naučiti, ne, da tudi, če zaupaš mediju, si še zmeraj malo previden na nek način, ne, in se preizprašuješ, a mu še lahko zaupam, ne, in tako naprej. To je podobno kot novinarji delamo, ko imamo svoje vire informacij, za katere bi skoraj da dali recimo roko v ogenj, pa se pa izkaže, da dva taka vira enostavno začneta dve različni stvari govoriti in pa več ne veš, kjer mu lahko zaupaš. Ne. Skratka, moraš vedno znova preveriti, a je tvoj vir informacij še zmeraj verodostojen ali ni. Ne. Čeprav mu zaupaš načeloma, ampak lahko se pa karkoli spremeni. Dajte nam še malo bolj opisati ta vaš projekt Časoris. Zakaj gre? Katere ideje je v glavnem zadaj? Ja, ideja od zadaj je bila, da v bistvu ravno to, ne, da otroci ne bojo šli z TikToka kar tako na neke verodostojne medije in da na TikToku lahko ustvari vsebine kdorkoli. Ne. Se pravi, kako boš ti znal presoditi, komu lahko zaupaš. Ne. Zdaj pač mi smo šli v časoris, ne, časoris, čas-o-ris, ne, se pravi časopis, igra besed, ker ne govarjamo otroke v osnovni šoli nekako, sploh tudi te tam mlajše, ki še bolj rišejo, kot pišejo. Ne? Ideja v nekem idealnem svetu bi bila, da bi vsako jutro učiteljica prebrala ta en članek, ki ga mi zjutraj objavimo, pišemo ga profesionalne novinarke in da bi se o tem za dobro jutro z otroki pogovorila, ne? In s tem privzgojila to neko navado spremljanja verodostojnih virov informacij, podobno kot se navajajo spremljati skozi učbenik ali pa berilo brati leposlovje, ne? Da bi se pač navadili spremljati vire informacij, ki jim lahko zaupajo, ker bi vedeli, da to sploh obstaja, ker kot rečeno, jaz sem rasla ob očetu, ki je to spremljal, moji otroci ne rastejo več ob mami, ki bi to spremljala. Ne? Ja. Eni sicer ja, ne? To se tudi vidi v razredih, kjer imajo tiste otroke, ki pač ne vem, v avtu poslušajo poročila radijska in tako naprej. Ne pa vsi, ne? In v resnici vsi otroci so pa v šoli, ne? Tako da tukaj je ta edinstvena priložnost, ker to je pomembno, mislim, za skupno dobro, za demokracijo, za prihodnost, za svet, v katerem bojo oni pravzaprav živeli, ne, mi bomo pač toliko prej umrli, ne, pač če je to lepo ali pa ni, tako pač je, ne, oni bojo pa imeli še nek svet in fajn je, da ta svet je prijazen, da imajo v njem pogoje za dobro življenje takšne, kot smo jih imeli mi, ne. Vi ustrajate pri pisani obliki, ja. To pomeni članki, ki jih je treba dejansko brati. Ja. Koliko časa se boste lahko upirali videu? Mislim, mi se bomo upirali videu že zato, ker nismo videaši, mi nismo televizija, mi smo pač, kot rečeno, profesionalne novinarke, ki smo pač izhajali iz tiskanega medija, ampak v resnici je pač to tudi pomemben razlog, ampak ključen razlog pa je, da se nam zdi, da se morajo otroci naučiti pisati pa brati. Mi imamo tudi prostor za njihove prispevke, mi jih aktivno nagovarjamo, da izražajo svoje poglede na svet, svoje strahove, svoje radosti in tako naprej, da so ustvarjali, kot sem rekla, ne, medijska pismenost je tudi, da znaš ustvarjati medijske vsebine. Ne. Skratka, mi smo odprli prostor otrokom, da lahko pač povejo, kaj želijo, kaj jih zanima. Ne. Mislim, meni se je vedno zdelo tako fascinantno, ne, da od 18 leta starosti jih noben ne nagovarja, ne, pa zdaj pa pejte volt, pa volite tako, kot jaz mislim, da je prav. Ne. Mislim, to ni okej, ne. Oni so že prej si ustvarjali neka mnenja in je prav, da se sliši njihov glas že prej. Ne. Ampak bistvo je, da otrokom damo to možnost, da znajo napisati, da znajo brati in tudi recimo otroci, mi imamo članke do 300 besed in rečejo, ok, se to ni še tako grozno dolgo, to zmorem, bom pač to prebral, čeprav bi so kar žalostno v resnici, ne, ampak tako pač je, ne, seveda. Je pomembno, da to naredijo. No. In kakšni so potem ti projekti izobraževanja, kakšne delavnice imate? Delavnice medijske pismenosti, kjer smo jih učili ravno to, ne, kako kritično razmišljati, kako prepoznavati lažne novice, ampak ker je pač teh lažnih novic toliko, da jih enostavno tudi vsi ti fact-checking portali za preverjanje dejstev danes ne zmorejo več preveriti vseh teh zavajajočih informacij, zato je res bolj, da se naučiš ti sam
To je sicer tek na dolgi rok, ne, mislim pač izobraževanje traja, hitreje posežeš, če razkriješ, da je nekaj zavajajoča informacija, ne, ampak v bistvu vse te oblike preprečevanja širjenja dezinformacij hodijo in bi morali hoditi z roko v roki. Ne. Mi smo pač na tej izobraževalni, ne, se pravi, da jih učimo za, ne vem, prihodnost, ne, ampak ja, morajo se to naučiti prepoznati. Jaz mislim, da ni drugega. No. Da ti vsaj tisti neki dela, če je preveč lepo, grdo, žalostno, da bi lahko bilo resnično, dajmo se najprej ustaviti, zadihati in vprašati, a je res, pol šele reagirati, ali deliti, ali izbruhati, ali ne vem, kaj vse počenjati. Ne. In kot ste že prej omenili, ali je preveč tako nastavljeno, da hoče delovati predvsem na moja čustva? Ja, ne, to je tako eno od osnovnih pravil. Ne. Ali me je preveč razjezilo, ali me je preveč razveselilo, ali me je preveč razžalostilo. Ne. Preveč obetavno? Ja, ne. Mi zadiši denar? Tudi jeza, ne. Jeza in žalost, mislim, jeza in strah sta daleč najmočnejši čustvi, tlele najhitreje popustimo, ne. In začnemo reagirati, ne. Vse to se pa vidi pri vseh teh novicah, ne. Mislim, pač te ključne informacije, ki razdvajajo družbo, so, ne vem, migranti, 5G tehnologija, podnebne spremembe in podobne zadeve. Ne. Skratka, to je zelo težko racionalno, tudi ponavadi ni to tako privlačno, če z nekimi dejstvi prihajaš ven, v resnici je treba zadeve zapakirati v eno všečno zgodbo, ampak ta všečna zgodba spet mora stati na dejstvih. Ne. To pomeni, da imate stik s terenom, a imate kakšne konkretne primere, kako so neke lažne novice vplivale na nekega posameznika, mogoče na kakšno širšo družbo, družino in tako naprej? Mislim, zdaj pač prva stvar, ki mi pade na misel, je v korona časih, ne, ko so pač ljudje v neki skrbi za svoje bližnje delili informacijo, da če pač zaužiješ česen, da pač se boš zaščitil pred korono, ne, ampak pač česen ne deluje na viruse. Ne. Mislim, skratka, ima antibiotične učinke, ampak ne pa protivirusne. Ne. Ampak to so bili te dobro namerjene sveti. Zdaj, takrat je raziskava pokazala, da seveda, ker stopnja zaupanja v medije v Sloveniji je popolnoma na psu. Ne. Na psu? Ja, čist je, mislim. To pomeni in tradicionalni mediji? Vsi mediji. Vsi. V bistvu so družbeno mreže in tradicionalni mediji približno tam, kar se tiče stopnje zaupanja. Problem je, da na družbenih omrežjih preživimo bistveno več časa. Ne, se pravi, bistveno več informacij pride do nas. Čeprav jim ne zaupamo, ker je toliko več časa, pride toliko več informacij, toliko bolj, kot sem prej rekla, pride to nekje v male možgane in ostane tam in pol nekako vpliva na nas. Ne. Ampak smo zelo nezaupljivi do medijev, do tradicionalnih in do novih. Do vseh. Recimo, zaupamo pa prijateljem, družinam in ne vem komu, ne. Ampak zdaj je problem seveda ta, ne. Ni nujno, da je moj prijatelj, ki mi je posredoval informacijo, to informacijo tudi preveril, ampak ker je on moj prijatelj, mu je zaupam, ker zakaj bi me zdaj prijatelj hotel nategniti, ne, to, kar smo že prej rekli. Ja. Medijem pa ne zaupamo, ker veliko od nas ima kakšno slabo izkušnjo, ali so mu vzeli izjavo iz konteksta, ali sploh niso prišli pokriti dogodka, ali so bili aktivistični, ali so bili senzacionalistični, ali so bili levi, desni, ali pač kakršnekoli barve žene. Zelo težko je pol, recimo, se odločiti, jaz bom vseeno zaupal in še zraven uporabite svoje veščine medijske pismenosti. Ne? Se pravi, bom zaupal, ampak bom malo kritičen. Mislim, v novinarstvu velja ta maksima, ne, da če ti mama reče, jaz te imam rada, ne, moraš to dvakrat preveriti. To se mi zdi vseeno mogoče malo pretirano za povprečnega državljana, recimo, da novinar mora preveriti, ne, ampak povprečen državljan mogoče je to vseeno malo prehudo, ne, lahko mami zaupa, ne. Ampak vseeno, ne, moraš pa skozi smeti, ne, kaj pa, če se je kaj spremenilo, ampak je pa zelo težko tako živeti, da si ves čas skeptik, da ves čas dvomiš, ne, tako da nekaj moraš tudi zaupati. Recimo pravijo, da je medijska pismenost spekter, ne, od tistih, ki so na eni strani totalni ciniki, eni so totalni naivci. Jaz sem vedno bila bolj pri naivcih, priznam. Skratka, rajš sem bolj naivna, kot pa da bi bila že čist cinična, rekla, zdaj pa nobemu več ne bom zaupala, vsi me hočejo okoli prinesti. V takšnem svetu jaz nočem živeti. Ja. Kaj bi rekli, kako se bi lahko v praksi vsak čim hitreje, čim bolj uspešno prepričal, a gre za verodostojno ali pa za lažno informacijo? Kakšni postopki bi morali biti v naši podzavesti oziroma s kakšnimi očali bi mi morali vse sprejemati, brati? A pa kadar sem v dvomu, kam iti to preveriti? Ja. Mislim, prvič je to, se imaš tam fulejnih seznamov od 1 do 10 na potko in tako naprej, ampak jaz pravim, da je nulti seznam, ne, se pravi, nulta točka je, da se ustaviš in se vprašaš, čakaj malo, a je to nekaj, kar moram preveriti? Ker če ne greš tega preverjati, prvo noben seznam ne pomaga. Ne? Se pravi, če se ti sploh ne ustaviš in zadihaš, ti noben seznam ne bo pomagal. In to, kdaj bi ti se moral vprašati? Tole bi pa bilo treba malo preveriti, verjetno takrat, kadar me nekaj zelo zamika?
Aha, Ne, če preveč na čust, mislim, jaz sem zadnjič gledala en AI video, no, mislim pač, ker tudi jaz rada gledam AI video, oziroma sploh ne razmišljam o svoji videi, ne, ampak kako mame tudi v živalskem svetu, ne, imajo podobne izkušnje z otroki kot mi v človeškem in pol je tam ena gorila, ki ne vem, kaj mladiček naredi, pa ena druga gorila, pa ne vem, kaj naredi. Pol tako rečeš, ja, se res, ja, se naši otroci, pa se reče, kdo je to posnel, kako mu je to ratalo, je to fake, je to AI, ne, pa se reče, ja, valjda, greš gledati komentarji, tak ti pol žen napiše, da je to AI, ne, skratka, ampak na te videe sem jaz konkretno zelo alergičen. Ja. Humanizacija, počlovečenje živali, ker je to popularno. Seveda, to je cute, ne, so taki lušni, ali pa slonček je padel v jamo, kako ga bomo zdaj rešili, ja. Ne, skratka, in v bistvu s tem te desensitizira, ne, ti v bistvu sploh ne več razmišljaš, a je res ali ni res, a je fake ali ni fake, ne, mislim, skratka, to je zdaj že vse eno in isto ravno, mislim, se pravi, ta poplava informacij, v kateri je pač ogromno dezinformacij in v bistvu pa vseeno, vse je cute, ne, pa smo zdaj spet pri tistem, vse mi je vseeno, ne, ampak v resnici, če prideš do tega, da mi je vseeno, pol lahko s tabo nekdo manipulira, ne samo s tabo kot posameznikom, tudi s celotno družbo, ne, in potem pa res imamo te probleme, razkole, polarizacije, zdaj se ukvarjamo z mladimi, ker so ženske, oziroma dekleta, veliko bolj liberalno levo usmerjena, fant je vedno bolj desno konzervativni, tale razkorak med spoloma, ne vem, 15 do 18 letnikih, mislim, zdaj ne vem, to ne bom točno vedela, ampak če ne največji v zadnjih ne vem kolikih letih, recimo, imamo tudi generacije, ki pravijo od 18 do 25, ali koliko je bila ena Eurostatova raziskava, da nekih 20% mladih misli, da demokracija ni več najboljši sistem. Dobro, če greš zdaj pol malo raziskovati, vidiš, da v Romuniji ne mislijo tega, ne? Ker se še dobro spomnejo Čaušeskuja. Ja. Ampak ja, pol pa res pride do tega. Zato pravim, ne, mi novinari velikokrat rečemo, ja, novinari smo pomembni za demokracijo in tako naprej, demokracija je pomembna. Jaz pridem pol na predavanje in začnem spraševati, je demokracija za vas pomembna? Ker če 1/5 mladih pravi, da demokracija mogoče ni več najboljši sistem, ne, se moramo tudi o tem začeti pogovarjati. A je demokracija pomembna? In pol se še lahko začnemo pogovarjati, kako novinari prispevamo za demokracijo. Ne. Skratka, ideja je, da se najprej vedno ustaviš, zadihaš, premisliš, a me kdo nateguje in pa začneš prvi korak, ne vem, preveri informacijo še v drugem mediju, zakaj bi kdo hotel to objaviti, a je v mediju, kjer pač je to bilo objavljeno, a je navedeno, kdo je plačnik, recimo, a je jezik verodostojen, ker obstajajo celi portali samo za fake news, recimo, ne vem, spravim spet, ali denar ali pa moč, ki ga pač filajo, ne, se pravi, ker ni nobenih lektorjev, ne, to so pa vse cele načine, recimo Časoris ima svoj portal za medijsko pismenost. Na tem portalu za medijsko pismenost imamo en zavihek za učitelje, en je pa za vse in na tem zavihku za vse imamo našo škatlo z orodji, kjer lahko najdeš pač napotke, imamo 3 letake z vsemi temi napotki, recimo, ne, imamo knjižico, kaj so mediji, ki je primerna, recimo, če hoče kdo poučevati v osnovni šoli, ne vem, 4. do malo naprej razred, medijsko pismenost oziroma ozaveščati o medijih, ne, imamo nasplošno napotke, imamo, mislim, pač povemo, zakaj do tega prihaja, ne, imamo videe, imamo celo serijo videov, med drugim Lovci na lažne novice, kjer so lahko, pač recimo to je primerno za učitelje, če hočejo o tem govoriti, v šoli, ne, se pravi, da recimo, ne vem, otroci pač radi gledajo videe, ne, valjda, in potem lažje tudi se o tem pogovarjajo, ne, in tudi recimo v tem videu je tudi ena taka, bi se rekla to, kar pa spet rečemo, da je treba vse tudi Časoris preverjati, zato ker pač v videu smo posneli, da delfini živijo samo v sladkih vodah. Ne, kje že živijo delfini? V slanih, ja, v morju. Ne, ker pač video je v Ljubljanici. Ne, obstajajo, seveda, v Južni Ameriki obstajajo sladkovodni delfini, ne, in pač mi imamo pač video, da tega ni, ne. In to je zdaj spet lahko izhodišče za pogovor, ne, a je to res, a ni res, a se Časoris zmotil, pa v pojasnilu spodaj pod YouTubeom, kjer pač to objavljeno, imamo vse to napisano, ne, ampak ja, treba se tudi o teh stvarih pogovarjati, kaj pač smo se mi zmotili, ne. Sonja, kako bi po vašem mnenju lahko učitelji že v šoli sistematično gradili na medijski pismenosti? Kako bi lahko spodbujali k bolj kritičnemu vrednotenju vseh informacij oziroma k temu, da bi naši otroci imeli boljše filtre za prepoznavanje lažnih informacij? Jaz osebno mislim, da v resnici tako, da bi brali Časoris ali pa Infodrom ali pa pač Pil ali pa pač karkoli že imamo primernega za otroke. Ne. Ciciban ne pride upoštev zaradi tega, ker pač oni imajo bolj leposlovne vsebine, ampak Infodrom pa Časoris imamo pa news vsebine, recimo, ne. In tle se lahko o teh zadevah pogovarjamo, ne. Zdi se mi pomembno, da bi ta en članek res prebrali, da bi se o njem pogovorili,
Mi imamo tudi posebne učne priprave za učitelje, se pravi, ne vem, če je dan zemlje, imamo učno pripravo, kako govoriti o članku, ki je bil objavljen ob dnevu dan zemlje, zato ker recimo že v 3. razredu v osnovni šoli v učbeniku za okolje, oni imajo že intervjuje, se pravi, otroci že v 3. razredu se spoznavajo žanri, tako da to ni prezgodaj, če bi se to že od 1., 2., 3. razreda naprej počelo. Te učne priprave so pripomoček za učitelja, da jim je lažje na en bolj subtilen, nevsiljiv način, da to pripeljejo v razred, ker šele potem, ko razviješ tole navado, potem se pa lahko začnejo druge taktike, recimo, ko pa pripelje do tega prepoznavanja, ko se pa reče po slovenko bias, pravi, a ima nekdo, ali nagnjen bolj na levo ali nagnjen bolj na desno, ne, se pravi, tudi recimo nekateri mediji po svetu so zelo transparentni, povejo, da mi smo konzervativen medij ali pa mi smo liberalen medij, recimo, ne, niso pa vsi tako transparentni, tako da recimo v tujini imaš prav te merilce, ne, ali so bolj v eno smer nagiba članek ali v drugo, ne, ampak to so vse stvari, ki jih potem že lahko začneš, ko sploh osvojiš ta koncept, da obstajajo novice, da obstajajo mediji, da je treba znati prepoznati tiste novice in medije, ki jim lahko zaupaš, in pa se začneš ukvarjati, ne, s tem kritično analizo, premislekom, z vprašanji, kdo mi hoče nekaj prodati, ali mi prodaja novico, ali mi prodaja oglas, ali mi prodaja izdelek, ali mi prodaja ideologijo in tako naprej. Sprašujem se, kako je možno danes potem sploh prepoznati to verodostojnost, ne? Ko recimo nek profil nekaj zapiše, pa nekaterim se vidi, da je umetno generiran, je pa to seveda če dalje teže prepoznati, ne? Ker so pa profili, ki imajo veliko mnenja in moraš zelo globoko ga raziskati, da sploh vidiš, da je to bot, da je to bila ena tarča pred kratkim na to temo, ne? Kjer veliko se je govorilo o ruskih botih, ki vplivajo na pač zahodne države, ne, skozi to farmo trolov, kjer pač recimo, ne vem, to so pač prav mehanizmi, da nekdo lansira v enem nišnem mediju neko informacijo, potem jo okrepi, efekt snežne kepe, ne, se pravi, nekdo drug jo povzame in potem nedavno se to pojavi že v nekem verodostojnem mediju, recimo, ne, in potem se to takole odrola. Ampak tudi pri nas se je zdaj v tej tarči pokazalo, da pač obstajajo lažni profili z imeni in priimki, z lažnimi fotografijami, ki, ne vem, eno ali drugo politično stran kujejo v nebo, drugo politično stran pa pač sesuvajo, ne, in če nisi pozoren, ker se pravi, ključna stvar je po mojem, da mi nismo pozorni, ne, zato ker enostavno nimamo časa, vsem se nam mudi, utrujeni smo, ne, in zato pravim, da je najpomembnejši nulti korak, da se sploh ostaviš in vprašaš, je to res ali ni res, ali boš kar nasedel in se odzval, ne. Načeloma pa mislim, da v resnici smo prišli, kot rečeno, v tisto fazo, kot jaz v resnici, jaz zdaj gledam, kjerim virom informacij zaupam, ne, slovenskim ali pa tujim. Mislim, in pa rečem, to je objavil ta in ta medij, ki mu je zaupam, ok, tole z veliko verjetnostjo zaupam, če se hočem res poglobiti, grem še bolj natančno brati in pa še zmeraj s tem kritičnim premislikom, imamo še lahko zaupam, ne. Vse drugo pa si mislim, kaj pa jaz vem, ne. Zato je bilo pa meni tudi tako zelo pomembno, da je časoris dobil neko priznanje, da je kakovosten medij v smislu, zdaj imamo pač 4 mednarodna priznanja že, ne, to nam daje neko težo, recimo, ker ko sem ga jaz ustanovila 10 let nazaj, je bilo pač, ne vem, sociala.si ali pa casoris.si, ko se ti je pokazalo na Facebooku, popolnoma enako, ne, saj kaj pa veš, kaj je casoris.si, kaj pa je sociala.si, ne, skratka, ta tehtnost, ki je povezana s temi priznanji, da že 10 let ustvarjamo kakovostne vsebine, se mi zdi, da nam daje to kredibilnost. No. Koliko smo ljudje sami krivi? Kaj je jajce in kaj je kokoš? Recimo, če imamo en z umetno inteligenco generiran video, ki igra malo na čustva, spomnim se takrat, ko je doživela ta AI video poplava malo večji razmah. Ravno v Los Angelesu so bili ti hudi požari, če se spomnite, in potem takoj po Instagramu vidim videe, kako junaški gasilci, zelo postavni fantje, prinašajo iz tega gorečega gozda, ne vem, mlade medvedke, mlade lisičke in vse je tako ljubko in tako naprej in seveda, mislim, nekdo nadaleč vidi, to je pa zdaj umetno zgenerirano, mislim, ti ne neseš takole mladih medvedkov, ne, in jaz bi takrat ocenil, da je bilo 90% komentarjev spodaj je bilo, kako lepo, to so res pravi junaki, da imajo še čas reševati živali, ne, in tako naprej. In takrat recimo je mene zaskrbelo, sem rekel, če 90% ljudi misli, da je to res in ne opazi, da je to z umetno inteligenco generiran video, kam potem to gre, oziroma a smo ljudje potem toliko željni tovrstnih informacij, da v trenutku lahko možgani odpovejo in gledamo še samo, kako je pa to ljubko. Kako smo ustvarili tako družbo, da tako z veseljem nasede na očitno lažne videe, lažne novice?
Jaz ne bi znala odgovoriti, da smo željni, ne? Ampak dejstvo je, da živimo v svetu, kjer smo preplavljeni z grozovitimi podobami vojn. Mi imamo 2 vojni v bližini, ne tako daleč. Ukrajina, Rusija, Gaza, Palestina, se pravi Izrael. Ne? Ja. In iščemo nekaj, kar nas bi pomirilo, da svet vendarle ni tako grozen. In zato gledamo te cute videe, ne? In se rečemo, gledaj, kako je lepo. In pa sploh ne razmišljaš, je to res ali ni res. Ne? Sam tako ti paše, to je balzam za dušo, ne? Kako je fajn, ne? Se ni tako grozno vse skupaj. Ne? Recimo ena stvar, ki ljudje tudi množično počnejo, da se odmaknejo od medijev. Ne, ker je toliko teh vsebin groznih, da enostavno nehajo spremljati, kar pa spet ni v redu, zaradi tega, ker če ne veš, kaj se dogaja, če nimaš te neke zdrave doze verodostojnih informacij, boš težko sprejemal odločitve, ki so pomembne zate in za tvojo skupnost. In nekdo drug bo odločal o tebi. Ne, zato mi jaz ves čas poudarjam, da ni rešitev, da ugasneš medije, ampak da si najdeš, mislim, imamo tudi veliko projektov, kjer delamo na zaščiti duševnega zdravja, recimo na Vrhniki bomo imeli 8-urno delavnico na to temo, ne, prav za učitelje. Ne. Skratka, ideja je, da se zaščitiš, ne pa da ugasneš. Ne. Kako pa to narediti, ne, je pa stvar posameznika in tako naprej. Ampak ja, včasih ti tudi ti videe potolažijo. Ne. Mislim, ker v resnici, če ti ugasneš televizijo, zapreš radio, nehaš brati časopise in portale, vse zunaj je sonce, smo relativno zdravi, imamo neke plače, ne, mislim, življenje je tako grozno. Živimo v miru, kar je zame daleč najpomembnejša vrednota, ne. Če pa prižgem, ne, pa skozi prihajajo vse te grozne podobe in enostavno človek se mora v enem trenutku zavarovati. In takrat pridejo tele cute videe, mogoče lahko kot dober balance, ne. Se pravi spet neko ravnovesje. Ampak v resnici pa je treba ves čas razmišljati, ne, mislim, a je to res ali ni res, ne? A so ti cute videe in je vedno teže. Jaz recimo na delavnicah včasih dam 3 videe z medvedi, recimo, ne, se pravi pač 3 različne videe, kjer nastopajo medvedi, eden je verodostojen, 2 nista verodostojni in rečem, dajte zdaj ugotoviti, kjer od teh videov je verodostojen in kjer ni, ne. Ker je včasih to zelo težko ugotoviti in pol ugibajo, ne, se to je tudi naslednji problem pa je, da večinoma ljudje pol začne ugibati, ja, meni se zdi to, meni se zdi uno, ne. V resnici se je pa treba naučiti tehnik prepoznavanja verodostojnosti. Ne? To so pa tisto, kar sem rekla, da imamo tiste 3 letake, kjer znaš to, ali pa recimo za videe itak obstajajo tudi že neki razni plugini, ne, se pravi vtičniki, ki jih lahko daš na svoje brskalnike in tako naprej. Ne? Da bo to prepoznalo. Ampak večino ljudi tega ne bo šla delati. Kako se pa odrežejo takrat, ko jim date te 3 videe za preveriti? Ugibajo? Stvar ugibanja. Meni se zdi tako, meni na unbanje na koncu. Čisto je, tukaj je v bistvu, to je namenjeno temu, da oni vidijo, kako težko je v resnici to prepoznati. Ne, to je vaja v tem, ne, se pravi, ne, to je nemogoče, ne, jaz mislim tako, mislim, tukaj sploh ne gre za stvar, a jaz mislim ali ne mislim, to je stvar, da se to da ugotoviti, ne. Če ne drugega greš preverjati, se obstajajo portali za, kot rečeno, za preverjanje, recimo snopes.com, to je ameriški sicer, ne, kjer imaš veliko teh videov tudi že zdaj pač preverjanih, ne, so resnični ali niso resnični, meni so še pol otroci, ki mu vprašajo, kako pa ne vemo, da je snopes.com verodostojen vir informacij, ne, in pa se začnemo o tem pogovarjati, da gremo lahko pogledati, kaj je njihov pač vizija, poslanstvo, kdo jih financira in tako naprej, ker tisti, ki pač hočejo biti brani in spremljani, so v tem zelo transparentni, ne. Koliko se pa po vašem mnenju mladi in ne tako zelo mladi zavedamo, da je v ozadju vedno zgolj in samo večinoma en interes in sicer naša pozornost, ki bo nekje nekomu prinesla najverjetneje finančno korist. Torej, ko gre za nek zgeneriran video, samo da prevzame nekaj pozornosti, ker se to nekje nekomu pozna. Ma jaz ne vem, ne verjamem niti, da se odrasli tega zavedamo. V končni fazi tudi jaz. Ne, se pravi, jaz se smatram, da nekaj vem o tem, ne. Ampak recimo zadnjič sem prav tako gledala Love Actually, valjda, ne, Trump je bil zdaj v Veliki Britaniji, vsi, ki smo bili zaljubljeni v ta film in smo ga gledali za vsak božič, se spomnimo scene, ko je pač prišel ameriški predsednik premijeju Hugo Grantu in kako je on se postavil za Veliko Britanijo in tako naprej. In zdaj se pojavi nenadoma na Facebookih napovednik Love Actually številka 2, ne, in potem tam gledam Alana Rickmana, ni Alan Rickman že mrtev, ne. Hočem reči, enostavno toliko je tega, da se sploh ne ukvarjamo s tem, a je res ali ni res, a gre tle za attention economy, se pravi za ekonomijo naše pozornosti, ali pa za naše podatke, ali pa za karkoli, pač podatki veljajo za nafto 21. stoletja, ne. Enostavno se sploh ne ukvarja s tem. Mi se moramo res, kot rečeno, naučiti tega, da sploh na začetku se ustavimo in razmislimo in da ni rešitev, da nehamo vse to spremljati. Ker vsaj jaz, ko sem pač veliko pogovarjam z učitelji, ne, učitelji kar povejo, da pravzaprav, in to ponosno, da oni niso na družbenih omrežjih in da ne spremljajo medijev. Ne.
ta del ponosa se nanaša na družbeno mrežo, ne na spremljanje medijev. Ja. Pri spremljanju medijev povejo, pač žal nimam toliko časa, mogoče, ko se vozim v službo, zjutraj poslušam poročila po radiju in tako naprej. Ne. Ampak spet ni ok, če ne spremljaš družbenih omrežij in ne veš, kaj se tam dogaja, ker otroci pa so tam. In mi odrasli, mi moramo prijeti naproti, mi moramo poznati vsaj neka osnovna pravila delovanja družbenih omrežij. Recimo Roblox, ne, je pač platforma za igrice, ki je zelo taka simple, preprosta, mali otroci že začnejo igrati, ampak to je v bistvu prvi grooming point za pedofile. Ne? Se pravi, odrasli moški, ki, ko se že reče grooming po slovensko, ki leta in leta gojenje. Ja, ne, pač navezujejo stik in se približujejo posameznim mladim, ne, zato da jih potem pač dobijo v svoje pesti, ne. To počnejo na Robloxu, recimo. Ne. Ok, sicer po evropskih nekih podatkih je recimo za dekleta Instagram prvi vir, se pravi, kjer jih spolno ali pa sicer nadlegujejo, ne, se pravi, izmerjajo glede na njihov videz in tako naprej, tole pač spletno nasilje, verbalno, ne. Ampak mene recimo ravno ta Roblox toliko bolj presenetil, ne, zato ker pač tudi moji otroci so bili na Robloxu in jaz tudi nisem razmišljala, da so tam kakšni pedofili, ki jih grumajo, ne. In zato se mi zdi zelo pomembno, da učitelji to znajo spremljati, ne. Ker niso, nažalost, vsi starši dovolj zaveščeni in usposobljeni, ali pa niso tudi zmožni, ali pa so utrujeni, ali pa imajo službo, ali pa ne vem, kaj vse se jim dogaja v življenju, ne. Učitelji pa vendarle, jaz z vsem dolžnim spoštovanjem vem, da so zelo obremenjeni, ne, ampak vsi učitelji imajo otroke. Mislim, hoče reči, vsi otroci slovenski so v šolah in to je zaključena skupina. In učitelji imajo do njih dostop, ne, do staršev pač nažalost noben nima takega dostopa, ne. Zato se mi zdi tako dragoceno, da se učitelji izobrazijo, da vsaj neke osnove vedo in da potem lahko otrokom pomagajo, svetujejo, jih vprašajo, ne. Recimo, zame je fascinantno razkritje tega poletja je bil Snapchat, ne, valjda vem, da obstaja Snapchat, ampak v resnici se z njim nisem kaj dosti ukvarjala, ne. Pa, ko sem se pa začela ukvarjati, sem videla, da recimo vsi se pogovarjamo o TikToku, ki jaz bi se v Snapchatu pogovarjala. Meni se zdi pa recimo Snapchat veliko bolj problematična platforma kot TikTok. Zakaj? Zato, ker omogoča en kup enih stvari, ki jih otroci z veseljem uporabljajo, recimo delitev lokacije, ne, in kot rečeno, kdo pa reče, da mislim, da ni na uni strani pedofil, ne, ki je sedela, da je prijatelj, ne, 14-letni recimo, ne. In še en kup enih drugih, ker TikTok recimo pač tudi starši že uporabljamo, ali pa vsaj nekateri ga znajo gledati, vejo približno, čemu je namenjen, no, ki se lahko zdaj razburjamo zaradi vsebin, ampak bolj ali manj se razburjamo zaradi vsebin, ne. Snapchat pa omogoča veliko enih stvari, se pravi nekih filtrov, onega tretjega, kot rečeno, deljenje lokacij, ki lahko privede do hujših nekih ali zlorab, ali do ghostanja. Mislim, na TikToku te bojo mogoče v komentarjih žalili, no, ampak ne bo te pa noben ghostal, ne. Mislim, na Snapchatu te lahko ghostajo, ne, ker si pač v neki skupini nekih znancev in prijateljev. Tudi na Snapchatu je veliko več tega, da se ljudje pač spoznajo na Snapchatu in se pol dejansko dobijo in real life, ne, v resničnem življenju. Kako ti veš, s kom se boš dobil? Mislim, s TikTokerji se ponavadi ne dobivaš, oziroma kvečemo s kakšnimi komentatorji, ne, ampak tam se ustvarjajo cele skupnosti in če se ti kot starš ne spoznaš, kaj vse Snapchat omogoča, ne moreš o tem govoriti svojim otrokom in mu povedati in ga opozoriti, ne bodi pozoren na to, ne. In potem moraš pa še loviti v ravnovesje, da nisi preveč tečen starš, ne. In ker bodo naprave čedalje, ali pa umetna inteligenca čedalje bolj spretna, čedalje bolj prepričljiva, Ja. Kako vidite potem prihodnost? Kam smo zabredli, kam še bomo? Vas je kaj strah prihodnosti? Poplave lažnih informacij, lažnih profilov, lažnih videov, ljudje, ki nam je čedalje bolj vseeno, a je res ali ni res, povsod nas lovijo in kot da na koncu lahko človek samo še dvigne roke in reče, upam, da bom srečno prišel skozi. Mislim, jaz sem velik zagovornik uporabe umetne inteligence, meni je všeč to kot orodje, ne. Načeloma razmišljam, da je umetna inteligencija tako kot nož, ne, lahko je pač z njim porežeš ali pa ga uporabiš za rezanje kruha, ne, tako kot številne druge tehnologije. Je pa res, da mislim, upam, ne, da zaradi tega pojava umetne inteligence bo res zraslo zaupanje spet ali pa vsaj razmislek, da je mogoče potrebno zaupanje v verodostojne vire informacij, kot so časopisni mediji, radijske postaje, ki imajo poročila, ki so verodostojna, ki prinašajo res neke tudi tehnečne analize, ne pač recimo samo trače ali kaj podobnega, ne.
da je to potrebno za sobivanje v neki skupnosti in v končni fazi za življenje na tem planetu čez 50 let. Mislim, eden od razlogov za nastanek časorisa je bil ravno to, da smo želeli, da se otroci pač ne pobijajo med sabo in ne utonijo v plastiki, ne, da ta planet čez 50 let še obstaja. Ne. Skratka, da spodbujamo k nekemu sobivanju, strpnosti, spoštovanju, odgovornosti in podobne stvari z nekim pač tem, kar mi počnemo, to je pa pač pisanje novic, ki jim lahko otroci zaupajo. Ne. Tako da, kar me je pa res danes prvič v življenju malo zaskrbelo, je pa res, vemo, da pač umetna inteligenca porabi veliko energije, mi smo tudi v časorisu imeli en članek za primerjavo z drugimi pač tehnologijami, ne, ampak skratka ne gre samo za to, da reče živijo, kako si, pa hvala, pa tako naprej, ne, kar sicer jaz še zmeraj uporabljam vsaj malo, zato ker se mi zdi, da je tudi umetna inteligenca bolj prijazna in mislim, da potrebujemo to prijaznost. Ampak res me pa skrbi, če bo res šlo to v take neomejene količine uporabe virov, ne, naravnih, kot je voda, elektrika in tako naprej, kam bo to šlo. To me je pa danes malo začelo skrbeti, kot rečeno, zato ker se mi zdi, da je to dobro orodje in če bomo 7-8 milijard ali koliko ljudi bo to začelo množično uporabljati, to mogoče res na koncu ne bo dobro za planet čez 50 let. Ne. Sonja, za konec, če bi morali izbrati eno glavno vodilo za prepoznavanje lažnih novic. Glavno vodilo, nekaj, kar nas varuje pred lažnimi novicami, kaj bi po vašem mnenju to bilo? Da nekako potegneva črto pod najin pogovor. Jaz bi še zmeraj rekla, da ko se vklopijo čustva, se sklopi razum. Skratka, tudi če so v cute AI videi, ne, ki te nasmejejo, kar je tudi čustvo nekega občutja veselja, ne, se dobro vprašate, je to res ali ni res. Najlepša hvala za super pogovor. Sonja Medljak Zdovc je bila danes naša gostja v šoli z navdihom in dragi gledalci, vabim vas, da nas še naprej spremljate in da še naprej zastavljate tudi vprašanja. Mi se bomo potrudili z raznimi temami za učitelje, starše in seveda za učence. Do naslednjič ostanite navdihnjeni in zelo dobro in pozorno opazujte svet okrog sebe. Hvala lepa in srečno.